Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Oddajo, kjer resnica boli, komentarji še bolj. Tragična zgodba prihaja iz Italije, iz Bergama, epicentra epidemije koronavirusa v naši sosednji državi. Smrtonosnemu virusu je podlegel tudi nekdanji evropski prvak v boksu Angelo Rotoli, star 61 let. Bil je športni junak tega mesta, klicali so ga Ali iz Bergama. Da bi tragedija bila še večja, je nekaj dni nazaj virus pokosil še njegovega brata in mamo, to je skoraj celotno družino. Slovenija pa do zdaj beleži že 15 mrtvih. Kljub temu vsemu, kar se dogaja, ko je cel svet v vojni z koronavirusom, le pri nas smo še vedno bolj v vojni sami s sabo. Ali maske so padle, kot pravi kolega Aljuš Pretinač. Poleg epidemije pri nas razširja še histerija, politična, medijska in tudi psihična. O vsem tem, zakaj je tako in kaj nam je storiti, se bomo danes pogovarjali z našima stalnima komentatorjima, psihologom Romanom Vodevom in publicistom Boštjanom M. Turkom. Roman in Boštjan, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Na začetku postavim recimo temu bolj splošno vprašanje, Roman pa Boštjan. Zakaj se je pri nas, zdaj poleg te epidemije, ki razsaja, vrha še zdavni nismo dosegli, razvila še takšna histerija, ki jo čutimo v politiki in v medijih? Boštjan, to sprašujem zaradi tega, ker spremljam tuje medije, in vidim, da takšne histerije medijske, politične, kot je pri nas v Sloveniji, zunaj, vsej v državah, ki jih lahko spremljam, preprosto ni. Ja, razlog je pač zelo preprosta. Mi imamo neko epidemijo, ki je pač druge države v zahodnji Evropi oziroma v srednji Evropi, pa v vzhodnji Evropi nimajo, zato ker se je odpravili. Mi imamo epidemijo pač tega, da so nekateri ljudje cepljeni na oblast, in to so že cepljeni, odkar so šli njihovi pradedki v gozdove leta 1941 in teh ljudi iz oblasti ne moreš spraviti, ker to imajo tako kot virusa, mutirajo, ampak vedno so na vrha. In seveda to je zdaj, ker se je vmes zamenjala vlada, jaz pravim, hvala Bogu, da se je, kajti če se ne bi imeli scenarij, da bi ta vlada ne naredila ničesar. Morate vedeti, da je glavni link do Bruslja te vlade v teh razmerah, se pravi Evropski komisar, ki je pač inerten, Lenarčič, ki je pač inerten, to jaz ugotovim, je pač tak je. In prejšnja vlada bi šla z dvojno strategijo. Ena, da ne bi napravili nič, druga, da bi mediji angažirali za to, da bi absolutno ves čas zmanjševali pomen tega, dokler to ne bi eksplodiralo. In bi bila to pač seveda popolna narodna katastrofa. To se pravi, Boštjan, če jaz prav razumem, ti za to histerijo, ki se zdaj dogaja, kriviš zdajšnjo opozicijo oziroma prejšnjo pozicijo. Ja, sej, kdo pa to strategijo sproža? To strategijo sprožajo tisti, ki jih ta prejšnja, bi rekel, sedanja opozicija, prejšnja pozicija oziroma stalna pozicija, ker se ve, kdo je v Sloveniji na oblasti, sproža. To so mediji, kot je Večer, Dnevnik in Delo, potem je to Malica Janežič, nacionalna televizija, ki igra sramotno vlogo. Te vloge recimo jaz ne vidim toliko pri Pop TV-ju, potem so pa zdaj alternativna sredstva obveščanja, Twitter, Facebook, alternativni mediji, kot je tudi ta, v katerem smo zdaj, ki pač govorijo resnico. In se tukaj se to le prebija, ampak če bi bil pa Šarec na oblasti, in tudi ne smemo pozabiti, da ta vlada kljub temu le dela, uvaja, bi rekel, zelo rigorozne ukrepe, spričo katerih, to je pač čist pozitivno dejstvo, spričo katerih mi nismo na italijanski krivulji ali na francoski, kakor se napoveduje, ampak smo na krivulji recimo nekih srednjeevropskih držav, se pravi, da je zdravstven sistem v tem trenutku vzdržen. Kajti, če bi bil Šarec še na oblasti, bi zdravstven sistem zdajle začel odpovedovati, čez 14 dni bi imeli pa nepredvidljivo katastrofo. Boštjan, oziroma Roman, kakšno je pa tvoje mnenje? No, jaz vidim to neko nacionalno patološko skreganost levih in desnih, ki je tako kronična, dejansko patološka. Zdaj to neka Avstrija nima tega, Italija nima tega, tudi Francija, kjer se bori... Roman, vse države imajo levico, imajo desnico, imajo neke liberalce, imajo konzervativce in tako. Pa nam se je vlada zamenjala, To je zdaj ta, bi rekel, šok za leve, Šarec, mislim, je dal odpoved,
karikirano rečeno, mislim, rep med noge, sej se tepe po glav, ampak to, da je Janša prišel na oblast, da se je levica zamenjala z desnico, to je tak šok za pretežni del tega naroda, ki je postal popadljiv, ne. Veliko jih voli levico, zdaj vsi, domala vsi mediji so levi mediji, novinarji se ne ukvarjajo s krizo, s korono krizo, se pravi s karanteno, oni se ukvarjajo z oblastjo, z ukrepi, ne znajo biti lojalni vladi, vlada pa rešuje narod in vladi se zdi, ali pa tudi desnim, orientirano desnim, se zdi absurdno, da lahko nekdo zdaj toče z vsemi topovi po Janši, po vladi, po desni vladi, desno-sredinski vladi, da ni čudno, da se desni meša. Levim se meša zaradi enih stvari, ker bojo izgubili privilegije, tako razmišljajo, desnim pa zaradi tega, ker ne morejo verjeti, da levica, namesto da se s korona krizo ukvarja, se fetišizira bes do Janše. To je tako otroče, tako infantilno in recimo meni bo glavo raztrajbal, ko ne morem sprocesirati te histerije, vseh teh, bi rekel, nezavednih zamer, ker jaz se pač ukvarjam z nezavednim, ne, ker to ni zdaj, da se očita nekomu nekaj, ne, tam nek, kaj vem, Ščajman, direktor Slovenije Graške bolnice, Janez Lavre, pač pove, da tale bila zgaga, dela zgago, da to ne pelje nikamor. In potem pa mediji obsojajo tega dohtarja, ki dela 24 ur na dan, na račun nekega novinarja. Novinarska leva struja je postala, mislim, neka paradržavna struja, ki se suva pač desno vlado. Zame pa imam srce na levi. Je to absurd. Treba je zdaj stopiti skupaj, pozabiti zamere in Slovenci tega nismo sposobni, levi na svoj način ne, desni pa zato ne v tem trenutku, ker so levičari zabredli. Mislim, tam levi anarhisti, pa tam, mislim, tam ena Damjana Bakarič, to mene glava peče. Te Damjane Bakarič sem te hotel še posebej neki, ampak ja, v redu. To bomo pol, ne, ampak pravim to, da smo mi vlado zamenjali, to je tak šok za levico, da fetišizirajo zdaj boj proti desni vladi in to nikamor ne pelje. Ampak zdaj, levica je šla zdaj z oblasti pred nekaj tednov nazaj, ne, je Šarec vstopil januarja, potem je bila pač 13. marca pač formirana nova vlada, desno-sredinska vlada, ne. Ampak zdaj, pol se je zdel na nekem trenutku, ko je vlada predstavila te ukrepe, pa dni nazaj, ne, da bi lahko dosegli nek relativni mir, ne, ampak se je zdaj spet začelo strahovito stopnjevati, ne. Ampak dokot po vajnem mnenju, recimo, se lahko to stopnjuje? To se bo stopnjevalo do razsežnosti, ki smo jih videli in se bo poskušalo to stopnjevati do tega, da bojo pač to vlado zamenjali in bili spet na oblasti. Sredi krize, kako? Torej, zdaj to niti ni kriza, to, kar imamo zdaj, to je katastrofa. Mi smo že v katastrofi in mi se zdaj, torej vse je zaprto, javno življenje se je ustavilo, ulice so prazne, jaz se tega sploh ne spominjam, zadnjič sem bil z otroci, pa z ženo sem otrokoma rekel, poglejte, v času življenja vajinih staršev, mene in matere, ki je nekoliko mlajša, se nikoli ni zgodilo, da bi 1500 km levo, desno, gor in ne bila odprta ena gostilna. To se nikoli ni zgodilo. Šola se nikoli ni zgodilo v času vojne za Slovenijo, je bilo to med počitnicami, tako rekoč to ni, ampak to je katastrofa, ne? In zdaj so v katastrofi, so drugi kriteriji, ampak levica, tako imenovana, pa ne normalna levica, postkomunistična tranzicijska levica, ki razume samo en jezik in samo eno besedo, to je oblast in privilegij, ker samo za to jim gre in samo to jih zanima, vse, kar bojo oni rekli, drugega je pač laž. Boj za oblast je legitimen, ne, v parlamentarni demokraciji. Ja, je legitimen z legitimnimi sredstvi, medtem ko razmerje, ki je pri nas v Sloveniji, razmerje 1:10, to je Roman ravno kar rekel, ne, mislim, razmerje 1:10, mediji so vsi levi, vsa infrastruktura je leva, vse, kjerkoli je tako je levo, pač sliši na tako imenovano tranzicijsko levico. Recimo en primer, ki je najbolj grotesken. Jaz sem bil dijak Poljanske gimnazije, ne? In v javnosti sem poznan, se pravi doma in tudi nekje na tujem, kot
človek, ki piše. Ampak mene ob 120-letnici Poljanske gimnazije ni nihče vprašal, ne, če bi kaj napisal. Pa ne samo, da me ni nihče vprašal, zato ker sem Boštjan M. Turk in zato ker nastopam v takih oddajah tukaj in ker pišem za Reporter in ker pač si ne pustim vzeti povedati svojega mnenja, me tudi nihče ni povabil, čeprav sem bil dijak, čeprav sem bil srednješolec in dijak Poljanske gimnazije in recimo, da imam pač neko znanstveno kariero, ki je pa pač vsak v Sloveniji nima. Ne. Zakaj? Zato, ker se pišem Boštjan Marko Turk, zato, ker sem pač človek tega razreda. Mi v Sloveniji je doma ideološki apartheid in rasizem najtežje sorte. Jaz sem tudi ravnatelju pisal, ne bom imela njegovega, ampak nobenega odgovora. Dal na Twitter, nobenega odgovora. Pisal urednici časopisa Poljanska gimnazija, nobenega odgovora. Sram ne jih bo. A lahko jaz tole, Bojan prej si rekel, da je boj za oblast legitimen. Ja, legitimen, Moja teza pa je, da zdaj v tem trenutku boj za oblast ni legitimen. Zdaj jaz računam, pa sem tudi nekje tweetnul, da apeliram na zdravorazumske levičarje, da naj te konje zaustavijo in rečejo, dajmo zdaj stopiti skupaj, puste zdaj Janšo, dajmo mi reševati narod, dajmo zajeziti krizo, spoštujmo ukrepe, bodimo lojalni Janši, njegovi desnosredinski vladi, ker tudi on je povabil v svojo tisto krizno ekipo tudi levičarje. Nekdo z leve, neka avtoriteta, recimo, sej grešno reči, jaz sem karikirano rekel, recimo, da bi Kučan mogel reči, ne, zdaj pa nehite, spoštujmo zdaj to vlado, ker nam rešuje rit, ne. Ali pa, recimo, spremlja tudi, recimo, ko Golobič tvitne, ne, on se ukvarja z zdravjem. Ne, vse mogoče tudi nekje Rafal se spusti Janši nizek tja v kolena, ampak moja razumska, razsodna moč pa zaznava, da mora nekdo na levi strani reči, dosti je zdaj prepirana med levimi in desnimi, zdaj smo opozicija, bodimo konstruktivna opozicija. Ne se zdaj spogledovati z bojem za oblast, ampak dajmo biti lojalni, dajmo ne spotikati, ker mi moramo na zeleno vejo priditi. Mi se moramo z narodom ukvarjati. Ampak to je zanimivo, Roman, kaj si rekel. Ne? Recimo, Kučan se zelo pogosto oglaša. Ne? Zdaj, v času smo razglasili to akademijo in zdaj, ko se je začela ta histerija po medijih, ne, na politični sceni, je pa popolnoma tiho. Zdaj, modro je biti tiho. Jaz sem zadnjič rekel, da sem pa ti opozarjaš na to, da bi bilo fajn, da bi Milan Kučan kot avtoriteta te levice, ne, da bi zdaj pravzaprav nekaj rekel in malo pomiril ljudi, ampak tega ne naredi. Ne. Treba imeti pa tudi jajca. Ne. Recimo jaz slovim potem, da osekam po levih, po desnih, pa recimo jih najbolj fašim strani levice. Nekdo more. Ampak to me zanima vajno mnenje. Zakaj? Ampak ne bomo mogli tega zaključiti, ker moramo iti na oglas, ampak dajmo razmisliti, zakaj je Milan Kučan zdaj v tem trenutku kot recimo ena od prvih, če ne celo prva avtoriteta na levici, popolnoma tiho. Dobro, razmislimo, gremo na oglase in se vrnemo takoj po oglasih. Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Pogovarjamo se o tej histeriji politični, medijski v kontekstu spopada z koronavirusom v Sloveniji. Z menoj sta Roman Vodeb in Boštjan M. Zupančič, se počujem Boštjan M. Turk, ampak v redu, Boštjan M. Turk. Ampak zdaj končali smo pri tem vprašanju, ne, zakaj je tiho avtoriteta na levici, ali pa nesporna avtoriteta na levici še vedno Milan Kučan. Izvoli, Roman. No, jaz Kučana ne vidim tako slabo, kot ga mnogi desničarji vidijo. Probam razumsko gledati, ta človek pa v svojih 80 letih je moder človek. Ne? To se pravi, da kalkulira zdaj, kako, ne? Če je moder. Ne. Moralna razsodnost je domena modrih ljudi. Okay. V eni točki, če ima rad to svojo državo, ki je simbol mame, bo šel čez vse pa rekel, ne, tale poredni brat, ne, kakorkoli je neznosen, ne, ta Janša, je edino upanje in zdaj moramo mi njega poslušati. Ga lahko črtimo, kakor ga hočemo. To bi on mogel reči, pa ne vem, ali nima jajc, ali ne upa, ali mu ne pstijo. To bi on mogel reči in to se mu potika po glavi, ker konec koncev Kučan Janšo pozna. Ve, da rine Janša kot buldežer, ampak mogoče nekaj ne ve. To recimo jaz opažam. Janša se je, bi rekel, karakterno
Dozorel je, odkar je v zakonski zvezi z Urško. Jaz sem to 2012 že povedal. Ne morem reči, da je drug človek, ampak vsak človek napreduje, delo na sebi, razvija čuječnost. Dva koraka nazaj stop, počasi je bil zaletal, zdaj ni zaletal. Recimo na levi strani mnogi vidijo, da je Janša v teh časih tako rekoč kot naročen. In zdaj ti ne spregovorijo in mislim, da zato Kučan ne spregovori, zato ker je Janša dober. Ampak se mi zdi, ne, da nekatere, ampak se mi zdi, da nekatere prav to spravlja malo obživce, ne, dodatno histerijo to, da Janša zaenkrat deluje relativno ali pa precej racionalno. Ne. Ja, sej to jih jezi, ampak tukaj na eni točki moram reči, tako vidim, Levica ima tudi modre ljudi, so razklani. Eni modri ljudje so tiho, ne bojo rekli, jaz sem pa za Janšo, ampak so tiho. Tisti neotesanci, ki nimajo moralne razsodnosti, levi anarhisti, ki sicer gravitirajo v Hmescu pa v to partijo, leva z veliko pisano, ne, te pa zgago delajo. Ne. Te pa niso konstruktivni za to državo, za ta narod. Ampak Levica ni paketno proti Janši. Levica, zdrava Levica je paketno proti koronavirusu. Ona upošteva stroko in vejo, vsi vejo, da ukrepe ne diktira Janša, ampak Evropska unija, da imajo vojsko na meji ali pa da se tam nek 37. člen uveljavlja po vseh državah. To sem itak te hotel še sicer neki posebej vprašati okoli vojske. Boštjan, se opravičujem, da sem te zamešal z Boštjanom. To je zame kompliment, mislim. Ja, ampak to je bojeno, zakaj? Nimam nič proti. Ti tudi veliko veš, analiziraš Milana Kučana, zakaj je on po tvoje zdaj tiho? Torej, ena stvar, torej na začetku povem, ta človek ima let, kot je rekel Roman, 80 let in seveda sodi v kategorijo najbolj ogroženih. Torej, zdaj si v tem zdravstvenem smislu, ja. Ja, seveda. Če on naleze korono, je to lahko tudi smrtna obsodba. Z malo smole je to smrtna obsodba. Zdaj si predstavljam, teh, bi rekel, zakulisnih manevrov po telefonih ne more početi in jih tudi ni počel. On jih je to počel na sestankih. Zdaj teh sestankov ni. Torej, tako si predstavljam tako, ampak ni nujno, da je to res. Je pa res nekaj drugega. Bi rekel, takole bom povedal, ta Levica se je zdaj pokazalo, da je obsojena na Janšo. Torej, oni so dosegli tako stopno notranje dezintegracije, da je ta Serpentinšek odstopil, ker so se pač notranje razkrojili in razslojili. To so se zato, ker je očitno so prišli neki drugi časi in je ta včasih monoliten blok, ki ga je Kučan vzdrževal, očitno popustil in razpadel. Drugače si človek ne more razložiti, da so glasovali poslanci za mandatarstvo Janeza Janše, da je bilo takih 52 v državnem zboru. To recimo, spomnimo se, kako je to funkcioniralo pri Pucku, spomnimo se, kako je to funkcioniralo pri Virantu še 7 let nazaj. In tudi Levica, če je Kučan sestavi znova nazaj v enotno fronto, je samo vprašanje časa, kdaj se bojo znova skregali. Najprej bomo to brali v požar, tako počas razpoke, večje in potem bom. In kdaj bo spet moral priti Janez Janša četrtič na vlado. Tako da situacija je tukaj, jaz sem to pisal, v Reporterju sem pisal, da je tle možnost tega Pax Slovenica, se pravi slovenske končnega miru, po katerem vsi hrepenimo. Predvsem tisti, ki smo bili udrinjeni sebe, zato sem pač tudi toliko v tujini dejaven in sem si ustvaril pač neko vzporedno eksistenco v tujini, ampak sebe v Sloveniji absolutno dojemam kot državljana drugega reda. Da se to neha, ta obsesija, in da lahko živimo skupaj normalno. Zakaj ne bi mogli živeti levi in desni? In ta recimo Janševa vlada, če je učinjena dragocenost, je to, da je pokazala, da lahko levi in desni živimo normalno skupaj v tej Sloveniji. Zdaj Kučan, če končam. Janša je sestavil to posvetovalno skupino, ki jo vodi Matej Lahovnik. Ja. Zdaj, po teh imenih vidimo, da praktično tam noter ni skoraj da nikoga iz desnice. Veliko več jih je iz levice, največ jih je iz te liberalne sredine. Kako? Je pa Matej Lahovnik, ne? Ja, pa Matej Lahovnik jo vodi, ampak kljub temu tudi to nekako ni bilo dovolj, za to levo opozicijo. Za te prisklednike, ki so pač vsi prisesani na proračun in so prepričani kot Janez Kocijančič, da morajo biti na vrhu te družbe,
kajti drugače ta družba ni vredna, da obstaja, za nje ne bo nikoli miru. To je pač dejstvo. Vprašanje pa, koliko je še takih, oziroma vprašanje, koliko je takih, ki pa le vidijo neko drugačno koeksistenco in eksistenco v prihodnosti Slovenije. Jaz mislim, da jih je zelo veliko in da so si mnogi ljudje zapomnili, da ta vlada dela dobro, oziroma v razmerah ne krize, ampak katastrofe, ne dela nobenih resnih napak, se pravi takih, ki bi ogrožale, bi rekel, zdravje državljanov. To je bistveno. Za razliko, oprostite, Slovenci smo tukaj pametnejši, prvič v zgodovini smo modrejši od Italijanov, od Špancev in predvsem pa, ker to dobro poznamo od Francozov. Ampak vseeno, zdaj traja že par dni bitka okoli teh ukrepov, teh minimalnih ukrepov za to, da se zajezi da se zajezi širjenje okužbe. To, da pač taj ljudje ostanejo doma. Jaz bi zdaj prosil, režijo, če bi nam pokazali tweet od našega kolega, komentatorja Sebastiana Jeretiča, ki je pravzaprav lepo povedal, ob tej histeriji, ukrepi gor, ukrepi dol, da se preprosto Slovenci zaradi neke paranoje, kot on pravi, nismo sposobni zediniti niti okoli teh osnovnih ukrepov, okoli katerih so se poenotili v vseh evropskih državah. Zakaj se res po vajnem mnenju Slovenci ne bomo okoli tega zmeniti? Zakaj je to problem, če vlada reče, bodite doma, sicer ste nevarni za okolico in v nevarnosti je vaše zdravje? To so te osnovne stvari. Jaz slovenskega naroda ne bi načel za Svetlano Slapšak, z Matjažem Nemcem, z Tatjano Fajon, z tem, bi rekel, predstavnikom nekega, za moje poglede, popolnoma neinteligentnega ali pa polinteligentnega in skorumpiranega političnega establishmenta. Slovenci so, pejte brati komentarje, koliko komentarjev to podpira. Koliko komentarjev je bilo v soboto, ko so kar nekateri si privoščili počitnice pa šli na obalo, koliko komentarjev ste znoreli? Jaz mislim, da ta vlada igra deluje v nekem konsenzu. To ne razumem, Boštjan, kaj govoriš v kakšnih komentarjih? Ja, na spletnih komentarji, kaj, v dobro ukrepov? Ne, v dobro ukrepov, v dobro zdrave pameti, če hočete. V dobro zdrave pameti, ostanemo doma. To je samo ta beseda. Seveda, tisti, ki se pa ne morejo nikakor sprijazniti s tem, da je Janša na oblasti, pa terajo... To se pravi, a se mi lahko nekako, mi trije strinjamo, ali se ne moramo okoli tega strinjati, da je spopad, oziroma upor proti tem ukrepom je v bistvu poskus upora proti Janše? Da, to je moje mnenje. Karkoli bi Janša predlagal, bi bilo narobe, kako? Karkoli bi predlagal, tudi če ne bi nič predlagal, razen mogoče bi bilo v redu, če bi rekel, da predlaga, da se bo sam pač šel na Triglav in se vrgel dol. To bi recimo edino bilo od Svetlane Slapšak in teh, bi rekel, pa Fitzroja, ali kdo je to že, neki Biščak, nek Kolobičev pribočnika, to bi bilo za pozdrav. Vse ostalo karkoli, tudi če bi rekel, lejte, jaz nameravam zdaj 24 ur dihati, ne bi bilo tudi to narobe, vse je narobe, Vse narobe, zakaj? Ne zaradi Janše, zato ker jim jemlje oblast. Kako pa potem, recimo, tolmačite videa to dejstvo, da je na stotine že okuženih, 15 že mrtvih, pa tudi to očitno nekatere ne gane, ne? Ja, zato ker jim je vseeno. Zato ker jim gre samo za njihovo lastno rit, kot se temu reče. Kako ti to tolmačiš? Kupica enih nezavednih procesov je v ozadju. Jaz sem slučajno... Kako je možno, recimo, da nek politik, kot je Matjaž Nemec, že 8 let poslanca, 6 let poslanc, podpredsednik Socialnih demokratov, vse, kar govori in izreče zdaj med epidemijo, je vezal na nek ideološki boj. On je tam hlapec... Ja, ampak ni edin, ne? Saj ni edin. Saj sem rekel prej, fetišizacija besa do Janše je tako ukoreninjena na tej levi strani, bolj na tej levici z veliko pisano pa SD-ju, da to bi bilo treba neko zdravljenje, neka terapija oziroma neka avtoriteta bi morala to presekati. Jaz vidim recimo svobodo govora, tisto, ki bo v nekem neposrednem diskurzu soočila ene pa druge. In potem bo en narod videl, da nekdo bolj trezno govori kot drug z drugega pola. In v tem trenutku, moram reči, pa imam srce na levi, konzervativen sem za psihoanalize. Zdaj je levica v knockdownu, in dela zdrse. Zdaj, kulminacija so še te leve ženske. Zdaj ne vem, ali jo boš ti vpeljal ali jo jaz. Damjana Bakarič. Ja, hotel sem jo vpeljati tudi z videom, ampak ga je umaknila.
Ja, sej so ja. desničarji to vse prej posneli, ker ne pada sneg, Ampak zanimivo da je to, po beli ne, breg. Boštjan pa Roman, zanimivo je to, vse Boštjan ve zdaj, verjetno o kateri romani, kateri Bakaričevi govorimo, zanimivo je to, da tudi ona izhaja iz novinarskih vrst, da je novinarka, ne? Ja, ampak Leva, jaz sem vprosil leva. ta video, preden sem prišel sem si In ga še potem enkrat posname pogledal. video, v katerem reče, da je koronavirus je odličen za imunski sistem. Ja, ampak jaz sem ga, ti si rekel, da so ga umaknili, jaz sem ga videl, recimo od tega je zdaj fizično 2 uri pa pol. Jaz sem ga nehal gledati, ker toliko norosti na enem kupu pa tudi jaz ne No, prenesem. jaz sem pa 3krat to pogledal in si jo analiziral. Ženska je ranja iz svoje mladosti. Njej je bilo v njeni družini prepovedano svobodno libidinalno udejstvovanje. Ona je v prehodu v puberteto, ko se je tam mlada pohotnica nastavljala, bila v seksualni karanteni. Ja, lejte, to je zdaj ta psihoanaliza kvantna. Ja, razumem, Ona ja. ima problem, ker ni svobodna. Zdaj pa treba upoštevati. In zdaj je to neka, kako bi rekel, pričakovano, da neka taka krizna situacija, kot je ta epidemija, take ljudi nekako naplavijo. Sproža, ker pri njej ni videti tega besa na Janšo, se pravi bes do svojega infantilno potlačenega očeta, ampak je ona obsedena s to svobodo. Ona zdaj ni svobodna. Ja, časi so taki, da smo v karanteni. Ona bi bila pa tam neka pubertetna smrkla, ki bi se tam hodila ven nastavljati. Ma zdaj so težki časi, zdaj mora neka razsodnost, razsodna moč. Zdaj treba reči, zajebano je, treba je biti doma. In te razvajenci na čelu z levimi anarhisti, te ne upoštevajo zapovedi miruj, bod doma. Oni bi skozi uživali, oni bi bili svobodni. Ampak časi so taki, ki je treba to zajeziti. In Janševi ukrepi so kopija vseh ukrepov Evropske unije, ki jih ona predlaga. Ne moramo se zdaj ne na Janšo spraviti, levičari se ne morejo, ne na ukrepe, ker to je splošno sprejeto. Mene malo bega, mogoče... Zakaj se pri nas, recimo, zakaj se pri nas nek ukrep, recimo, ostanite v karanteni, tolmači kot poskus uvajanja neke vojaške države, neke policijske države v Avstriji, ne? V Italiji itak, ne, ali pa v Nemčiji, v Franciji je pa to povsem normalno sprejeto. A smo Slovenci, kaj? Ja, skregani smo drugače od nas. Jaz bi še vedno tukaj videl eno razliko. A ne? Jaz mislim, da to zdaj levi pol dela, recimo stranka Marjana Šarca, lista Marjana Šarca to dela zato, da pač na vsak način želi oponirati Janezu Janši, ampak jaz mislim, da se večina Slovencev, da smo videli ankete, 81% Slovencev ocenjuje, da je koronavirus izredna nevarnost za slovenski narod in za njihovo zdravje. Ne, pred 2 tednoma, ko smo gledali pa ankete v Avstriji, je pa to 95%, ne? No, ampak kljub temu je to za slovenske... Če bi avstrijski anketaji delali pri nas ankete, bi bilo mogoče enako. No? Ja, ampak za slovenske razmere je to plebiscitarna večina, tam nekje. Ne? Se pravi, s tako približno večino smo dobili nekje, 80 plus smo dobili pač plebiscit. Hočem reči, druga stvar, tudi za levico in za vse te, bi rekel, se pravi, te agresivneže in te agresivne ženske, ki najprej, to se jaz z Romanom strinjam, niso v sebi razčistile. Svetlana Makarovič ni elementarnih stvari razčistila sama s sabo in zato je nagnjena v javni prostor in zato ima potrebo, da terorizira javni prostor. Enako tale Bakaričeva, enako Slapšakova, enako. Če lahko zaključim. Jaz mislim, da vsa ta fronta zdajle, levičarska proti ukrepom in posredno, neposredno proti vladi, je lahko izredno kontraproduktivna zanje, ker si bojo ljudje zapomnili dvoje. Prvič, da pretiravajo, kajti pretiravajo, drugič pa, da to se pa vidi, da jim gre predvsem za njih same in ne za dobrobit in za zdravje pač ljudi. To se pa vidi. A mogoče jaz lahko... Kako pa recimo, zdaj, ko gledamo te napol, kako bi rekel, psihične situacije, ne? Bakaričeva, Slapšakov in tako dalje, recimo primer tega novinarja Blaža Zgage, ne? Zanimiv primer, ne? On pa zapravo sploh napisal sicer en članek za nacionalno, ampak hrvaški nacionalno, ampak on drugače se sploh ne ukvarja zdaj trenutno z pisanjem, ne? Nič ne poroča, nič ne piše, pa kljub temu vodi neko vojno, piše zoper vlado, ne? Piše v tujino, da ga nekdo ogroža po življenju in vse te stvari, čeprav novinarsko nič ne dela, ni pa nobenega razloga, da bi ga kdorkoli ogrožal.
Kako pa bi Kdo ga videl, pa recimo, ogroža? kako? Kdo ga pa Kako bi sploh pa- kako bi pa ogroža? videl, Sam sebe poimenovala ogroža najbolj. to njegovo samo pojavljanje Ali zdaj? lahko- Pa Jaz Matjaž Gruden, za katerega točno vemo, kdo je, on je bil tudi za SMS, mislim, da se ga je spomnil iz Poljanske gimnazije, bil je nekoliko starejši od mene, točno vemo, kdo je, točno vemo, kakšna so njegova stališča. Ja, se piše tudi v Večer, ta svoja Ne, pa stališča, jaz se ga ja. spomnim predvsem po tem, a ne. Mislim, po eni najbolj eklatantnih laži, ko je videl, pač pravi, da ko je videl nekega migranta, ko ga je zebala, tam je nekdo umrl, 22 let star, ker je rinil pač iz Afrike gor v Gorski Kotar in je seveda pač se mu zgodil, ker se pač bi vsakmu zgodil, nam trem tudi, a ne, in potem je to primerjal, ko je zadnjič svojega očeta videl in z čustvi, ki jih je imel, poslušajte, ne morete vi javno tako lagati, halo, ker svojega očeta zadnjič vidiš, te to ostane v tebi, to neseš s sabo v večnost. Če pa vidiš nekoga od migrantov, ki je tam, pa ga vsega sploh videl ni, a ne samo neko fotografijo in on to so tako verjetno bila laže neka javno, všečna, ja. poslušajte. Potem pa promovira Blaža Zgaga. Kaj si človek? Da je to pač, kot se reče, baron Milhausen. Čeprav se mi zdi, no, zdaj ne vem, Lažnivi kljukec. da ne bom kaj narobe pač rekel, no, za kakšno potencijalno tožbo, ampak se mi zdi, da to, kar Zgaga in podobni liki počnejo, da to v principu sploh ne vem, če je to politični boj, pa se mi zdi to bolj tako na meji neke patologije, no, osebnostne. Jaz bi rekel, da levi novinarji so lojalni levemu režimu, ta, ki ga zdaj ni več, zdaj bi mogli biti kot novinarji lojalni objektivnemu poročanju. To je imperativ. To bi načeloma mogli tako biti, ne? Ja. Bi rekel, neke informacije morajo lojalno bi rekel, sporočati narodu, ne smejo se pa politično opredeliti. To je zakonitost novinarskega dela. Ampak mene novinarji vem, da imajo zdrž v Sloveniji, treba bi jih bilo naglihati. Ampak mene je zmotila recimo ne tistih 75 intelektualcev takrat, mene je zmotila Renata Salecl, ne? Ko jo pokličejo, seveda Žižka so poklicali, nedeljski intervju, bi rekel 10 dni nazaj, jo pokličejo, pol ure ona govori in bluzi o tem, kako je demokracija ogrožena s tem, ko je Janša na oblasti. Pa Janša se ne ukvarja z demokracijo. Jaz bi toplo priporočal Janši, ne, da naj angažira vojsko 37a člen, naj upelje diktaturo začasno, zato da bomo koronavirus zajezili. Ne. Demokracija zdaj ne štima. Mi moramo avtokratske pristope imeti. Mi moramo avtoritarno pristopati, ne, ki je že malo nadgradnja avtoritetnih pristopov. Mi mogli tisti, ki imajo diktaturo, z lahkoto zajezijo to korona krizo. Mi pa, če bomo upoštevali demokracijo, ki je vsak bedak, vsak norc, vsak levi anarhist s svojim mnenjem pride do izraza, potem mi krize ne bomo sanirali. Čeprav, Roman, to se mi zdi tale, recimo, zdaj smo dvakrat, trikrat smo že omenili to vojsko, a ni to malo, rekel, tudi po svoje patološko, da se tako bojimo te vojske, teh 2000 vojakov, ki naj bi tako operirali samo tam dol na južni meji. To je poniževanje teh vojakov. Ne, a veš zakaj? Zato tudi, sej mi nismo dobili dobenih, kako bi rekel, posebej slabih izkušenj za slovensko vojsko. Nikoli nismo imeli neke vojaške diktature tukaj in podobnega. Tistka, ki je kača pičla, ne, JLA, se boji zvite vrvi. Ne? To je stereotip, da so to vojaki. Pa to so naši fantje. Jaz sem včeraj na Skypeu imel neko svetovanje. Je rekel, jutri grem za en teden na misijo, na mejo grem. Ne? Sem rekel, že ta člen 37, je rekel, pa ko to bluzite, to že skozi mi delamo. Skozi vojska pomaga na meji, to je prav. Zdaj, da so formalno tisti člen uveljali, to je nepomembno. Ampak to so naši fantje, delajo za naš narod. To niso narodni sovražniki, tam neki levi anarhisti pa kličejo na pomoč demokracijo. Mi moramo avtokratske pristope uvediti. Pri nam v Srbiji ima policijsko uro. Erdogan kaznuje tiste, ki širi lažne novice oziroma ki spodbuja dezinformacije. Mislim, to je Erdogan. Ampak te nacije, ki imajo malo bolj rigorozne pristope, bojo zajezili. Zdaj tukaj vidimo tweet, no, ta tweet sem objavil včeraj, no, tako imajo v Novi Zelandiji, ne, približno te ukrepe, ne, ki jih bolj ali manj uveljavljajo povsod v zahodnji Evropi, ampak očitno za Slovenijo niso niti slučajno sprejemljive, ker naj bi pomenile policijsko državo. Ampak, no, recimo na Novi Zelandiji so na oblasti laboristi, se pa socialisti. Ne? Pa paščamani ljudje so.
Pa pejmo mi gledati, kaj delajo babe na Skandinaviji, Finke pa Skandinavke. Tam so vrtci odprti, tam je vse odprto. In zdaj, če bo tam usekal koronavirus, kot v Italiji, to nikoli več babe ne bodo prišle zraven. Tam v Skandinaviji je Finska, same babe so tam. To je treba avtoritativno usekati, testosteronsko. Nisem pa gledal video, ki so jih s palcem garbali tam v Koreji nekje. Pa to je treba zaiziti te anarhiste. Boštjan, zakaj po tvoje tak odpor proti slovenski vojski? Ja, zato, ker smo pač intonirali v tej oddaji, zato, ker poskušajo vsako stvar, vsako malenkost uporabiti za to, da bojo kontrirali pač sedanji vladi. In pri tem jim je popolnoma vseeno za stanje v državi in za zdravje državljanov. To je dejstvo, ampak mene bi rekel, spodbuja tudi to in vliva upanje tudi to, da to ljudje pač več ali manj so prebrali, ker to je zelo prozoren manever v takih razmerah. Ta vtis pa dobivaš kako po socialnih omrežjih, pogovorih in tako ali kako? Ja, pa predvsem ne, mislim, seveda, ampak jaz sem pač preko Twitterja omejen na svojo publiko, ne, ampak gledam, se pravi, komentarje, brezštevilne komentarje pod, se pravi, vestmi, pod novicami v najbolj branih portalih v državi in si pač ustvarjam svojo sliko, ker tega pač ne morejo poneverjati. Normalno in logično je, da vojska varuje mejo in da v teh zelo kriznih časih razbremenjuje policijo. To je tako normalno, kot da imamo avtocesto ali pa da imamo zdravstveno oskrbo in da imamo trgovino. Kdorkoli postavlja normalno stvar pod vprašaj, pomeni, da je sam abnormalen. In ti slovenski levičari so abnormalni. Meni mnogi zbujajo videz globoke civilizacijske abnormalnosti. Žal mi je. Zdaj, izvoli boš. Lahko še jaz ta levica me tukaj malo žalosti. Sem jezen. Pa najraje jaz po svojih usekam. Jaz se imam za levičarja in ko levičar misliš koga? Kaj? Stranka levica? Levo to srednjo in SD, še bolj pa te leve zelene neotesance, anarhiste. Ampak te anarhisti bojo pa svojo logiko, ki zdaj ni upravičena, prišli pa na plano takrat... Čeprav ta tvoj prijatelj Domen Savič ni posebej aktivn, ne? Vidim. Mogoče dela naskok na programski svet. Mogoče, ja. Tako kot tudi jaz. Jaz se bojim, da bo ta levica pa bila aktualna, ko bo korona kriza mimo. Ker oni računajo, da bojo zdaj najdli kompromis med nekim demokratičnim socializmom pa divjim kapitalizmom. Kar teoretsko je opcija. To Žižek opozarja, pa tudi Močnik, pa oba dva ta v levo piga. Zdaj levica bi mogla biti tiha in mora biti lojalna ukrepom Janši. Ko bo pa to sanirano, pa naj pridejo s svojimi idejami, ki bodo pa prosocialistične. Tam bo šele jeba nastala, ker tam bojo izrazito agresivni, zdaj so pa po nepotrebnem agresivni. Zdaj, nekje približno, imamo še 2 minuti do konca, ampak eno vprašanje me še zanima, če boste znala, mislim, če bi vaju prosil, če odgovorite, podata vajno mnenje oziroma oceno okoli tega. Zdaj približno 2 tedna naj bi se počasi bližali temu vrhu epidemije, pa me zanima z tega vidika, po vajnem mnenju, kako bo zdaj s tole politično in medijsko histerijo? Bo še rasla ali se bo začela počasi umirjati? Torej, jaz mislim, da se bo stopnjevala, dokler ne bo dosegla svojega cilja, ampak potem se bo vrtela po prazno. Umirjati se pa ne bo začela, zato ker vsi ti ljudje gledajo, so me opazili, a sem prav, delam, se trudim za skupno fronto, sem zvest vojščak, te, bi rekel, tranzicijske udbo mafije, vidijo me, pišem, nastopam in tako se bojo pač po svoji hlapčevski mentaliteti, ker to je pač to v globini, še naprej verne in udane kazali, da bi jih opazili in to bo nek teater absurda, ki se bo vrtel v prazno, predvsem se bo vrtel v prazno, ker bo vedno več ljudi pogruntali in videli prozornost. Zvoli, Roman, par sekund, če imaš. Utrudili se bodo, pa skozi nek polemični diskurs, kjer bojo modrci, strokovnjaki prišli do besede, se bojo nazaj potegli. Malo se bojo zmatrali in bojo utihli s časoma. Dobro, Boštjan in pa Roman, najlepša hvala za vajne današnje komentarje, bilo je zelo zanimivo. Vidimo se seveda spet v kratkem. To je bil današnji že 421. proti korona faktor, mi pa se vidimo seveda spet jutri ob istem času in ne pozabite, ostanimo zdravi.